Dobro jutro. April kar dogaja, ne? Ja, včeraj sem v nedeljski oddaji pozabil reči, da je seveda dan Zemlje in da je prav zato ime oddaje bilo Zemljani oziroma Zemljani. Valjda smo Zemljani in v Zenu želimo živeti in prav je tako, da se nekako resnično distanciramo od vsega norega sveta, ki nam ga ponujajo. Torej drama, kaos, nemir in obremenitve. Torej, kakšno je pa zdaj vreme v aprilu, zdaj z virusi ne morejo več težiti z ukrajinsko vojno, tudi ne z izraelsko, tudi ne, ker nešto ne valja očitno. Zdaj Dubaj je težava, multimilionarji imajo svoje zlate Ferrarije pod vodo. Mislim, tudi mi smo imeli poplave in hvala Bogu smo bili toliko fejs, da smo zbrali vsaj nekaj malega za eno našo, bom rekel, plemensko kolegico, ne bom še zimeti, pa se nima veze, znamo mi zberati, ampak zdaj bi oni nas radi obremenili z 1001 stvarjo. In nekako bi vam rad položil na srce, da nehajte se obremenjevati z drugim, ne z vremenom, ne z Izraelom, ne z Dubajem, ne z virusi, ne z nobenim sranjem, ki vam ga probajo naguziti. Celo v okolici, joj, jaz imam pa tak problem, joj, pa ti bi znal. Ne, teh bremen nočete, ker smo v času korone, v fazi razbremenjevanja, da lahko poletimo višje in višje. Ta bremena drugih, adijo, via vaja, sprejmi bremena svojih let, ki si jih dobil, prežveči jih, pregrizni in flikni čez ramo, ker z njimi nimaš kaj početi. Resnično bi želel, da vsi napredujemo hitrejš, kakor pač napredujemo. Zdaj Zemlja je obogatena s frekvencami vnebovzetja, s frekvencami ljubezni. Jaz ne vem, kako si to lahko predstavljamo ali pa predstavljate. Vsem šmoren je zagotovo. Jaz stvari občutam, bogat sem v sanjah, bogat sem v intuiciji, bogat sem v enkapenih stvareh, ki jih znam občutiti, ne znam jih pa čisto razložiti. In želel bi, da vsi občutite te lepote Božje prisotnosti, Božje. Ja, se bomo mi kar navadili na te stvari in Božje in Ata in nebesa in pekel in Bog in tako naprej. Mi smo tekom ugotovili, da moramo se iti tega Kristusa, da prenešamo lastne križe in težave in da slej ko prej ugotovimo, da je v nas prostor, kamor se lahko naseli Bog in smo bogovi in ne padejmo več na to, da kaj pa lahko naredi mali človek, ne? Elita bo delala, kar bo hotela, mali človek pa nič ne more. To ni res. Mi smo bogovi, ne mali človečki in oni so veliki pizdontari, pedofilski, morilski, genocidniški in tako dalje in tako dalje in imajo občutek, da so oni v bistvu lastniki bogov, ne. Mislim, kaj tacga, bolano. Ampak ja, dajmo mi vsi skup zaupati procesu, ne preveč razmišljati, kaj bi naredil, da bi bilo prav, pa če bom se ne bo dalo, kaj pa če bi... Zdaj, to je overthinking, to je pretirano razmišljanje. Razmišljanje, ki ne vrne nobenih rezultatov v kontekstu, joj, ta človek je zame, joj, tale danes pa ne more iti tja, tale hrana mi bo poškodovala, nja. Če poslušate sebe, svojo intuicijo in nekako svoje telo tudi, ki odreagira, če se ob hrani počutite dobro, je v redu. Če se ob človeku počutite v redu, je v redu. Če se zavedate, da vsak dan jeste, ne vem, zdaj sem zmislil pohanje ali pa vsak dan McDonald'sa, imate slabo vest, da to valjda ni dobro. Valjda ni dobro, a ne? Ne upoštevajte to vest. Po drugi strani pa ta overthinking, pretirano razmišljanje, nakazuje, da nimate dovolj vere. Zdaj pa vera, prej si rekel, da ne bomo religije. Ne, vera v sebe, vera v to, da si na pravi poti, prepričanje, vera v to, da si na pravi univerzalni poti, da te univerzum pelje tako, kot te mora in dela s tabo korake, kot jih moraš narediti. Seveda, ni univerzum rekel, da morate lagati, ne.
Ni univerzum rekel, da moramo ali da morate biti, ali da bi mogli biti manipulativni. To ni naročilo vesolja, to je prišepetovalec satanski imel to idejo, a ne? In imeti občutek, nekako dvigant mero vere, a bo šlo, tako kot da bi dal bolj na glas, ne na skali od 0 do 10, tako kot glasnost pri radiju, ne, dajte na 11, ne, torej čez. Vero morate dati na maksimum in zaupati procesu. In to nas je Trump in Q opozarjal, trust the plan, zaupaj planu, čigavmu, je planu univerzuma, planu Boga. Tako da ta plan Božji je nastavljen v to smer, da v bistvu se lahko losamo parazitskega sveta, ki igra ljubezen, v bistvu jo pa mori, a ne? Mi se tega sveta lahko losamo na čisto enostaven način, da uporabimo besedo ne. Takoj, ko v bistvu mi ne dovolimo več parazitom, da vstopajo v naše življenje, energetski vampiri, ne? Se pravi, uničevalci ljubezni, uničevalci vsega lepega in dobrega. Zdaj, oni so vedno lahko rinili s prstom nam direkt v rad pa do Goltanca gor, ne? Ker mi smo vse pustili, ne? Ker empat vedno vse dovoli, a ne, sem zadnjič nekje prebral. Zdaj pa smo mi malo rekli ne boš šel, ne? In zdaj oni v bistvu oni zahtevajo, njim ni jasen, kako da zdaj pa ne, pa težek, ne? In zdaj moramo razumeti, da oni niso vajeni odpora. Njim ni nič jasen. Oni so se znajdli na točki, ki jo ne poznajo, ne? Vedno je šlo, zdaj pa ne gre. In oni drugačke na silo ne znajo, mislim pod pretvezo. Takoj, ko to pretvezo ti ugotoviš in stisne šupak, ker se bojijo, da bodo prepoznani. Da veste, ice skrivalnice celo življenje je zoprna reč, pote pa nekdo pa v oči, pa vidi skozi tebe, ne? Zoprna je situacija in še enkrat, hvala Bogu, da nimajo ljudje testosterona, sicer bi bilo klanje grozovito. Tako da za moje pojme je to, da nimamo testosterona nasploh v populaciji dovolj, je verjetno tudi to plan belih in univerzalni plan, kateremu moramo zaupati in vse je tako, kot mora biti. Zdaj mogoče ste pozabili, ne, da ko se niste cepili, ne, leta 20, 21, 22 in 23 ste pravzaprav mrtvi, ker niste cepljeni, ne. Toliko o tej banani, toliko o teh lažeh, ki so jih nam lansirali samo v zadnjih letih, ampak začelo se je pa vse z okroglo zemljo. Resnično se je. In oni so videli, da se z nas lahko norca delajo, ker mi smo kar vse verjeli. Niso rekli, ja, veruj v enega Boga tam gor, ja, veruj v sebe, pa bo bolj prav, ja, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Vse je že pravzaprav povedano, le in pointerpretirati si moramo na pravi način. Ja, nekako sem prej hotel še reči, ne obremenjujte se z Izraelom vremenom, ne obremenjujte se niti z drugimi. Dostakrat zasledim, ja, pa ljudje so ovce, ja, pa ljudje spijo, ja, pa ljudje so taki, onaki. Seveda smo jih definirali, normalno, vendar sem tudi jaz ten video že pred časom naredil, ko jih jebe, ne, v kontekstu, kako je že bil naslov, kaj bo z njimi, ali kaj pa drugi, nekaj v tem kontekstu, smo definirali, ko jih jebe, ne? Tist, kdor hoče z nami, ne gre, ampak čistim putem, kdor noče, ne gre. In mi se z njimi ne bomo obremenjevali, joj, pa niso šli, pa zakaj niso šli. Ja, vsi smo klicani enako, vsi vemo, kakšno delo je za opraviti, ne? In nekako smo morali definirati, da se nehamo ukvarjati z njimi, vse, kar je, jih lahko samo analiziramo. Bistveno je, da se ukvarjamo s sabo. In temu se reče delo na sebi, ne delo na drugih. Delo, energijo vlagaj vase, ne v vreme, kakšno bo, pa kako špricajo, pa kako zdaj Dubaj, revež imajo chemtraile. Menda jaz smo viruse, pa chemtraile, pa okroglo zemljo že obdelali. Mi moramo obdelovati stvari v sebi.
Zunanjost je bila gnila, bolana, genocidna in proti nam. Danes sem objavil, veš, kao zajebancija. Sistem je se pokvaril, ne? Grozen je ratal ta sistem, ga je treba popraviti. Ne? Ampak prebujeni vemo, da je sistem ves čas deloval tako, kot more, super mu je šlo in je bil zdizajniran v tej smeri, da nas frderba. In ta sistem must be broken. Torej, more biti ta sistem razbit. In ja, tudi prva trditev drži v kontekstu sistemu nekaj ne gre v redu. To pa drži. In prav je tako. In ga ne bomo nič fiksirali, ampak samo pomagali do konca razturiti in to z resnico, ki preplavlja planet, kjer v bistvu vse bolj lahko razumemo prisotnost teh nekih drugih entitet, ki so z nami počele, karkoli so že počele. Zdaj, jaz se nočem ukvarjati, kako je bila piramida narejena. Niti se nočem ukvarjati, ali je luna ta prava, ali je satelit, ali je votla, ali je prazna. Meni se s tem ne da ukvarjati, vem samo to, da zemlja okrogla ni. Na kakšno točno, koliko velika, pa se spet ne grem, zato ker to ni nekaj, kar bi dobil lahko realen odgovor in kar bi v bistvu lahko spremenilo moj način življenja, delovanja in vibriranja lastnega sebe. Jaz lahko od sebe dam tisto, kar sam sem. Sam sem pa kaj? Ljubezen, in ljubezen vsebuje vse segmente, od milosti, radosti, veselja, raziskovanja, kreativnosti, seveda do ostro postavljenih in jasnih mej, in ta sila je neuničljiva. Zavedajte se, da mnogi ljudje so v bistvu zdaj v veliki buli, ker vas niso uspeli zadržati, da ne bi spoznali svoje veličine in svojih lastnosti. In ti ljudje zdaj zelo trpijo zaradi tega, ker jim ni uspelo, po drugi strani so pa počasi tudi oni začeli zagledati, torej počasi vidijo, kdo so sami, da so v bistvu bitja zelo nemočna, zelo zaglajzana. Jaz bi si želel vsem tem ljudem pomagati, vendar nekako ne moramo, dokler si ljudje ne priznajo sami sebi tega, kaj so počeli. Torej, nekje se zdaj oni sami srečujejo svojo karmo. Mi smo jim karma, ker smo jim rekli ne. In srečujejo se s poznanjem, da niso veliki in močni in jaz ne vem kakšni krasni, ker oni so v bistvu šibki, predrzni, lačni, večno lačni in ni jim prav, da smo jim rekli ne. No, tako. Kaj sem se še jaz zapisal? Ja, evo, se že nadaljuje. Eni se opogumljamo, mnogi pa se poglabljajo v pogubo. Res je tako. Mnogi ne vidijo več izhoda, kamor so zaglajzali, izhoda več ni. Pa ne si bodo to uradne inštance ali pa ljudje, ki jih vidite okrog sebe. Pravzaprav, dajte razdelati, kdo je v vaši neposredni bližini, ne si bo celo krvno sorodstvo, družinske vezi, kdo je tisti, ki vam jemlje voljo, energijo, čas, življenje, radost, kdo vas iz dobrega, bom rekel, muda, kadar ste v redu, dobra vibracija, in vas spravi v nizko vibracijo. Bodite pozorni, to je osnova, ki jo moramo razumeti. Ja, še ena dobra je bila debata o tem, kar se je zgodilo v Vegasu, ostane v Vegasu. Poznate mogoče ta izraz. Ali pa kar se je zgodilo nad 2000, se ne da dol prinesti. Ali se ne sme, se ne da. To je nekako, nisem to, da se je zgodilo tam nekaj grešnega, ali nad 2000, ali pa v Vegasu. Gre za to, da lahko napišeš knjige in knjige, ure in ure materijala, lahko govoriš o doživetjih, vendar nihče, ki v Vegasu ni bil, ne more razumeti skozi besede, kaj mu tisti, ki je v Vegasu bil, razlaga.
enako tak, ki je bil na gori nad 2 jurja, ne more razložiti človeku, ki je bil gor, ki ni bil gor. In tak je od spodaj te stvari posluša, sem razume, kako je to daleč, kako je tam mraz, kako bi trpel na poti do tja, ne more razumeti, kaj je lepo tam gor. Ne? In enako je z orgazmom. Koliko ur lahko človek lahko razlaga nekomu, kaj je orgazem, tem recimo nekomu, ki ga ni še doživel, in koliko debelo knjigo bi lahko človek napisal, medtem ko ne bi rabil človek čist nič brati, čist nič študirati, samo doživeti ga je treba. Naj si bo orgazem, Vegas ali pa 2000 metrov. Ne? In identična zgodba je z duhovnim stikom, duhovnim prebujenjem, z doseganjem lastne biti, pravzaprav srečanja z višjim jazom, če ćemo temu tako reči. Mnogo je razlag, iz vseh različnih možnih kotov lahko razlagamo, zato pa imamo toliko pesmi, toliko knjig, toliko vsega, da bi človek nekako dohvatil, da je to vredno doživeti, ampak ne da se tega opisati, dokler tega ne doživiš. Ko pa človek enkrat to doživi, potem z lahkoto prepozna farizejstvo. Ne? Torej, meni ljudi, jaz berem, ne, te, bom rekel, sodobne, ljudi, ki probajo usmerjati na pravo pot, ampak že iz teksta razberem, da govorijo iz naučenosti in ne govorijo iz občutkov, iz tistih občutkov, da so res bili na 2 jurja. Ne? Govorijo iz tega, ko je nekdo opisoval, kako je na 2 jurja. Ne? Tisti, ki je na 2 jurja bil, dejansko opisuje stvari drugače, kot tisti, ki se uči, kako je na 2 jurja, se razumemo. In jaz zaznam, kdo meni govori iz sebe svoje občutke in dognanja in kdo govori iz naučenosti in mi z te učenosti po možnosti še pamet proba posoliti. Tako da nekako bi vam rad povedal, da zaupajte poti, na katero stopate in da vas bo ta pripeljala do samega sebe. Da verjamete, da zaupate, ne gre za vero, ne gre za verovanje. Zdaj pa, jaz sej vem, da sem jaz, ne vem, krasen človek, ampak bom delal še malo narobe. Treba se temu v popolnosti predati. To, kar si in to bodi do popolnosti in zaupaj, da te univerzum drži za roko in te pelje, kot dober vodnik na 2 jurja, na Himalaju recimo. Da imejte to vero, da boste lahko izkusili samega sebe. Kadar se človek prebudi, ne zaspi nikoli več nazaj. Torej, ko boste se dotaknili prvega vršaca, boste želeli na drugega in boste ugotovili, da je za tem vršaci še en kup vršacov, vi imate pa že tako dobro kondicijo, da prav z užitkom greste na naslednji vrh, v isti sapi, pa bi radi te lepote delili z vsemi, ki živijo v megli v Ljubljanski kotlini, karikiram. Vi ste na 2 jurja in bi radi unim dol razlagali, ampak kdor ne gre gor, enostavno ne ve, ne more razumeti. In iz tega naslova, nihče, ki je v megli, ne more nekoga učiti, kako je na 2 jurja, če je pa sam v megli, ne glede na to, koliko knjig je v tej smeri prebral in koliko je dojel in tako. Zdaj, milijonkrat sem vam že povedal, meni je lenoba, zvest ti bom do groba. Jaz vedno gledam stvari, kako bi jih po liniji najmanjšega odpora naredil. Raj 2 uri študiram, kako bom to čim lažje, kakor da bi v bistvu 2 uri skakal, pa delal napake, pa bil živčen in tako. In vam garantiram, da sem prebral nekaj debelih knjig. Da bi pa zdaj rekel, da sem jaz težek knjižni mol, pa ne. Meni osebno so pomagali kratki zapisi, kratke zen zgodbe, kratke misli. Zdaj so kratki mimi zelo popularni, zato vam tudi jaz velikrat dam teh kratkih za razmišljati. Še bolj pa mi je, oziroma največ je meni dala glasba in v glasbi je zapisano svašta znotraj besedil, tekstov in same glasbe.
Zdaj v ozadju imamo spet neke vrste meditativno glasbo, čisto enostavne harmonije, ki bi bilo fajn, da jih tudi vi si kdaj date. To je na YouTubeu, napišeš Angel Music in ni da ni, tega je ogromen. Glih zaradi tega, da se vsi skupaj spustimo v zen, v umirjanje in zapustimo dramo, ki jo ustvarja ta svet, jo je ustvarjal. Zdaj, če ste malo bolj pozorni, lahko vidite, da tudi ustvarjanje drame v bistvu pada, pravzaprav taki bizarni motilniki življenja so prisotni. Nekako to bi lahko bil dokaz, kako matrica skuša še z zadnjimi nekimi atomi vplivati na nas, pa ne more. Ne? No in tisti, ki je bil nad 2 Jurija, če se vrnem nazaj, tisti, ki je doživel razsvetljenje, tisti, ki je prišel do stika samim sabo in se je poravnal samim sabo, ta je tisti, ki lahko koga kaj nauči, kako se lahko človek sam ozdravi. Ker ni zunanjega zdravnika, zunanjega zdravitelja. Smo samo zunanji ljudje, ki imamo lastno izkušnjo in vemo, kako je treba pozdraviti to overthinking, kako pozdraviti ego, kako ugotoviti, da v bistvu nisi majhen, kaj je pomembno čutiti kocine, kako boste začutili kocine, ježenje, ne, kurjo kožo. Ja, z musko gre, ne, z lepotami gre, na grdo se kocine ne delajo in ko boste zverzirali stvari, boste zavestno jih lahko prožili, kot jih jaz prožim v tem trenutku. Ko samo začnem govoriti o tem ali pa misliti na to, imam kocine in kocine so meni potrditev prisotnosti etra, pika. Zdaj, a smo kdaj kaj v življenju brali o tem kocinjenju, ne? Kurja koža in to je to. Ne, sem dobil kurjo kožo in o tem se ni vedel nič naprej. Narcis je tak, ki sam sebe lepega vidi. Mislim, jaz sem tudi narcis pol, jaz sam sebe vidim kot lepega človeka in na ven in na not. Ne? Ampak vem, da sem dorasel čustveno, da ne padam čustveno, ne moreš me čustveno razturiti, ne? Lahko samo se znajdem v situaciji, kjer ne morem pobegati. Zato v bistvu vedno si nekako naredim, če dalje večkrat zadnje čase, situacijo, da kadar mi nekaj ne paše, da lahko ustanem in se umaknem. Ne? Včasih sem leta nazaj veliko več ljudi spustil k sebi, do sebe, v kuhno, pol pa jih nisem mogel biti frej. Nisem nikoli znal reči, da vstan, da bež ven, ker te ne več poslušal. To nisem nikoli znal, nisem imel tem oči, ker sem pač empat. Pa verjetno tudi zdaj še ne bi mogel. Zato pa si izberem stvari tako, da imam manevrski prostor. Hočem reči, dajte tudi vi sami se dati v pozicijo, da lahko se umaknete iz okolja, ko zaznate, da vam ni več v tem okolju prijetno. Ne? Alright. Kdo nas bo vodil? Torej, kdo nas bo vodil? Tisti, ki so naučeni iz knjig ali tisti, ki so se prebudili? Kako vemo, kdo je prebujen, kdo ni prebujen? Ja, ne vem, lahko mene vprašate. Vam bom povedal, ker jaz to zdaj hitro sortiram. Ura, dno, oni vejo, mi vemo, ura je nič, ura... ok, dosegli smo dno. Ura, a veste, kaj smo rekli, prišel bo konec časa, mi smo prišli do konca časa, to je dejstvo, mislim... Za sabo imam neskončnost, seveda univerzalna neskončnost, vendar matrica je bila že v štartu obsojena na končnost. Ona ni neskončno imela plan, da bo neskončno delovala. Njej je bilo ideja nas uničiti, ampak ni prišla do te točke, ni pa mogla neskončno operirati v svojem fazonu izkoriščanja. Ne? In prišli smo do konca časa in to so vedeli pred nami že mnogi ljudje, civilizacije, posamezniki, umetniki in prebujeni ljudje. No in stvar je v tem, da mi vemo, kako je matrica funkcionirala, oni dobro vedo, kako so z matrico funkcionirali. In torej zdaj vsi vemo, a ne? In oni so bili močni samo na račun tega, ker mi nismo vedeli. Zdaj, ne vem, se če počutite že za dost butasti ali ne, kako so vas imeli za osla, ja ali ne, zdaj, ko boste vi skontali, da so nas res imeli za idiote, kako si sam bil idiot, ne? Da si jim verjel, da si bil tako izlagan, tako nategnen. Takrat je zame, za moje pojme, točka preloma, ko rečeš, dost je, ne? Ne je ne in dost je dost.
bom jaz pogledal, če imam jaz tlele, ne če imam, seveda imam. Evo, tale mi se zdi prečudovita. Spoštovani, dragi narcis, kadar narediš nekomu nekaj slabega in ga prizadaneš, in potem naenkrat zaradi tega, ker si nekoga prizadel, čutiš posledice svojih dejanj, še vedno nisi žrtev. In podpis od spodaj, vsi, ki si jih prizadel. Torej, narcis, kadar ne dobi hrane, kadar dobi on ne, oziroma zavrnitev, kadar on, kako smo že rekli, kadar pride do točke upora, da se mu mi upremo, on postane žrtev, pa tisoč in ena težava se mu zgodi. Mislim, rad zaigra vlogo žrtve, ampak ko se on more soočiti, s čemer se zdaj sooča mnogo ljudi, mnogo javnega sektorja, zdaj štrajka, so oni žrtve, ker goltajo posledice svojih dejanj, ki so se norca brili iz ljudi. Ja, sosednjemu okenčku bo treba stopiti, gospod. Gospa, veste, ste pa 2 minuti, mi glih gremo na malco. A veste, koliko so nas jebali v glavo? Močno zelo, in zdaj so oni naenkrat pa reveži. Zdaj so pa oni reveži, to je to. Niso oni žrtve, oni so zdaj fasali svojo karmo. Bolečino znotraj sebe so fasali, naš odpor, naš ne damo vam, gonite se, pa obstajate javna uprava brez nas. Je to pa ne gre, ja seveda ne, in tudi ne bo šlo in niti ni prav, da je sploh kadarkoli šlo. Tale mi se zdi tudi dobro, vsi doživljamo preporod in zdaj eni smo tega bolj, eni se tega bolj zavedamo, eni pa, mnogi pa mal premal. In še eno opozorilo, bližje, ko si naravi in z naravo ter v naravi, bolj si oddaljen od idiotov. To je zelo dobro. Pejte v naravo, tam ni idiotov. Zelo malo. Pejte. No, in nevidno postaja vidno, veil, to je tančica, se tanjša. Tančica, ko vidimo svet, je čedalje tanjša in čedalje bolj jasna je slika. Ni več blur, ampak je jasna, čista in brezpogojno jasna. Ja, in we are ascending, smo v fazi v nebo vzetja. Ja, smo. Kakorkoli to obračamo, zdaj narcisom to ni všeč, tem, kako se tem reče, manipulatorjem, to ni v redu in oni bodo vse drugo nagruntali, da se nič ne dogaja, da ti si blesov, nič hudega. Jaz se s temi manipulacijami ne ukvarjam, jaz zase vem, kaj je prav in jaz to zagovarjam in zaupam in sem v veri, da sem na pravi poti, dokazano sam sebi, je vse v redu. Jaz nimam nobene potrebe po tem, da bi poslušal nekoga, ki je kontra mojim idejam. Jaz sem široko odprt za debate, vedno sem bil poln dvomov, še vedno sem dvomljiv za nekatere stvari, za tisto, kar pa vem, da je res, pa vem, da je res in za tem stojim in stojim za tem, da se ukvarjamo z vnebohodom, z vnebovzetjem, s preporodom, s ponovnim rojstvom, z umrtjem ega in z prehodom na to, da postanemo ljudje v pravem pomenu besede. Zdaj, nekateri ne bodo šli z nami, enostavno ne bo šlo, tudi inkarnacija, ne vem, če jim bo pomagala, ne bom se kaj noč spustil, ogromno ljudi bo zapustilo planet, tako da bodo umrli. Pa to se že zdaj dogaja, verjetno opažate in vidite. Zdaj, kako je ta izbira narejena, ne rabite pretirano obžalovati, ker imejte vero v to, da je vse tako, kot mora biti in prav je tako. Vsak mora poskrbeti najprej zase, za svojo energijo, se odmakniti od vseh, ki pijejo. Boste pa zagotovo začutili ljudi, ki ne pijejo, ki energijo dajejo in s temi ljudmi boste hitro pogruntali, da želite biti z njimi še in še skupaj. Pazite, zdaj narcisi znajo tudi to zaglumiti. Strength is not about how much you can handle before you break, it's about how much you can handle after you break. Ja, ne, koliko ste močni, preden se zlomite, potem,
se ve, koliko ste vi močni. Šele, ko si enkrat na kolenih, veš, koliko si zares močen, a ne? Ker se je treba postaviti na svoje noge. Zdaj, v tem momentu sem jaz ratal malo skeptičen, a sem vam jaz včeraj te stvari v liveu že kazal, vse te slikice, ja ali ne, vse ne vem. Bom šel kar do konca, ne? Boš dvakrat, ka nobenkrat, ne? Mogoče tale, jaz sem... Sam imam oblast nad sabo. A je prav, takole piše, I am self-governed, torej ne potrebujem middlemana, vmesnega posrednika med univerzumom in mano. Ja, res, middlemana mi ne rabimo, torej nekih vladavin, nekih teh pobiralcev davkov, ki v bistvu davke pobirajo zato, da so proti nam. Oni v bistvu nas vodijo na robe. Zdaj, če bi nas prav, ajde, oni nas vodijo direkt v smrt, direkt v klavnico, nič drugače. Tako da dajte se zavedati te gromozanske veličine ustroja, ki nas je probal peljati, ja, dejansko v klavnico. No? In zavedajte se, da vodstvo je v vas samih, vsak ima svoje vodstvo znotraj sebe in treba mu je zaupati, ne? Pa smo spet prveri na začetku, a ne? Ja, the greatest courage is taking action against injustice. Največji pogum je stopati na pot, ki je, ko se je treba zoperstaviti neresnici, nepravičnosti. A ne? Ta sistem je delal nepravično, čist na glavo, na robe. Jaz sem na take stvari v luftu za podelati. Ampak nepravičnost je v bistvu glavna bolečina empata. Ne? Empat je vedno prizadet močno, kadar se sreča z nepravičnostjo, z lažjo, z izdajo, vse takrat je to je za empata velika rana. No? In zoperstaviti se tej nepravičnosti je v bistvu kar dejanje poguma in nimamo se česa bati. Prav je, da pokažemo ljudem, kaj je prav in kaj ni prav. Saj vsi vemo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak treba je tudi delovati v tej smeri. Torej, zakon ljubezni obvezno. Ne? Mislim, če je prav, pol vse v redu, šibemo. Če pa nekaj ni prav, je pa treba reči stop. Ne? Zato bomo imeli ministrstvo za ljubezen, ne? Ki bo preverjalo, kdo deluje v smeri ljubezni in kdo deluje proti ljubezni. Ja, nekako bo treba zaščititi, ne? In mogoče se, spomnite, kako so skrbeli za nas, ne? Sedeti znotraj restauracije, drug zraven drugega je bilo kar v redu, vse dokler ne stojite, dočim sedeti zunaj pa je bilo zelo, zelo, zelo nevarno. Pa Lucy mi je na kolesarja začela lajati. Ljudje bi šli radi s kolesom, Lucy pa na njih. In največja tehnologija, ki je skrita pred človeštvom, je moč znotraj lastne zavesti. Torej, dajmo vklopiti lastno zavest, v njej je skrito vse, in modrosti, in moč, in odločitve, in prepričanja, vse dokler upoštevamo zakon ljubezni. Ne? Nič drugače kot po ljubezni. Ja, to smo imeli včeraj, ni me ubil, ne, ampak nekaj je umrlo v meni tega dne, je zapisal nekdo, jaz se s tem strinjam, tudi jaz imam tako izkušnjo, nisem umrl, ampak je umrlo v meni, nisem že večkrat, sem imel 6 večjih prebojev, zadnji 6 je bil temu čist tole, ta tekst čist pokrije. Nekje lahko razumete, da gre za nekaj, kar se zgodi kratkoročno, ko se prelomijo stvari znotraj vas, ampak to pomeni, da v tistem momentu stopite na pravo lastno pot resistance, torej pot upornosti proti sistemu in ne dovoljujete, barem na mikronivoju, ne dovoljujete nepoštenosti, nepravilnosti in ne dovoljujete napačnega delovanja, ne, oziroma delovanja proti vam samim. Ja, narcis, kot da ne bi imel duše in prav zato se trudi, da bi ubil našo prečudovito osebnost, ki je v samem jedru naše biti. Oni želijo ukrasti, kolikor morajo
in na katerikoli možni način želijo nam ukrasti dušo. Zaradi tega je zelo pomembno, da smo pazljivi, aware, budni, iz katerega kota bodo probali ugrizniti tokrat. Ker ugrizi, oni grizli bi, zdaj sam, če ne pustite, ne bodo ugrizli, ne? To je vse, kar je. Tako da dajte biti res previdni. In najkoristnejša tehnologija, ki je skrivana od človeštva, je moč v njihovi lastni zavesti. Evo, pa smo spet pri zavesti. Vse največje sile so skrite v naši zavesti. Mi smo zavestni kreatorji, generatorji idej, generatorji pogruntavščin, izumov. Narcis se ni nič nagruntal izumov, no, on je neumen. On sam ukrade, zelo rad pa ukrade in si pripisuje sebi titule. To je, veste, mnogo narcisov ukrade in kopira in si sebi pripiše avtorstvo. Pa to ni tako, pa vse to smo se že pogovarjali. Ja. The day will come when what is ethical matters more than what is profitable. Ja. Prihaja dan, ko bo tisto, kar je etično in moralno, bo vredno bolj kot tisto, kar je profitabilno. Evo, tukaj sem jaz, ko sem pustil službo audioinženirja na Pop TV-ju, sem rekel, jaz ne bom več pomagal lagati, ker je to zame moralno sporno. Nisem se nekje več znajdel v svetu izdelave igrc, kjer sem dobil tudi podoben občutek, mater, pa se mi otroke popamo na telefone in ako delamo dobre igrce, misleč, da delamo za otroke edukacijske stvari. Vse lepo in prav, jaz sem pač dobil moralni zadržek. Tudi zadnja služba, ki sem jo delal, ni več pelala, pa je bila čist in dobičkonosna in vse ok, ampak enostavno nisem mogel več sodelovati v nekih projektih gradbenih, s katerimi jaz nisem mogel enostavno delati narobe. Imel pa sem čast videti, no, kako delujejo razpisi, kako delujejo gradbene projekti in tako naprej. Vse lepo in prav, iz vsega je treba počrpati sem tisto, kar je najboljše. Hočem reči, da bolj moja prioriteta je, pa ne samo moja, vsakega, ki nekako stopi na svojo pravo pot k samemu sebi, no, da tako rečem, je, da deluješ moralno, etično prav, ne glede na cash, ne? In ne moreš več delati stvari, ki niso etično in moralno ok, zato da boš dobil 2-3 urje, ne? Pač enostavno ne gre več čez. Zdaj, koliko ljudi se bo odločili stopiti na to pot, bomo pa videli. Pa v kolkem času tudi, ne znam si več predstavljati, ne? Tole vam pa ne bom bral, ker je predolga, to smo pa že prebrali. Tako, dragi moji, želim vam, da ste močni, ne? To vsakič znova jaz to isto vam povem. Ja, oblast bomo mi prevzeli, mi, ki smo črne ovce, zato, ker smo že slavni, ker o nas imajo skozi zagovoriti za hrbtom. Koliko smo problematični, odkar smo jim rekli ne, in smo težki, zato ker ne morejo cuzniti v nas, ne. Jo, smo pa mi težki. Ne, mi smo napredovali, oni pa so ostali odzadi in igra, ki so jo igrali, jo ne morejo več igrati, kajti so znotraj igre vidni. In čira čara, hokus pokus, bim se lebim, ne dela, ne, če ti si tudi neke vrste čarovnik in poznaš vse te trike. Ja, triki jim propadajo, kakorkoli propadajo v celoti. Mi jim tle več ne moramo pomagati. Naj gredo, kdor gre, izbira je samo ena, si za ljubezen ali si proti ljubezni. Kdor je proti ljubezni na tem planetu ne bo ostal, izbira pa zdaj vsak sam. Iz prehoda, iz neljubezni v ljubezen pa seveda je ena pasaža, kjer mora umreti tisto, kar je delovalo proti ljubezni, in to je bil ego. Lomi, Miško, tako je, takle imamo, vsak bo zase vedel, ali se bo spustil na to ali ne. Vsak mu pa lahko polagam na srce, da ko se odločimo stopiti na pravo smer, v smeri ljubezni, ljubezenskega kompasa, moralno-etičnega kompasa in svoje prvinske biti, da so nagrade velike in lepe in
ni tle, kdo je bolj zmagal, kdo je manj zmagal. Vsak, ki se prebudi, je zmagovalec in vsak prebujen stopi v svojo družino, ne v piramido, v svojo družino, kjer smo mi brat v brat, bok ob bok, BOG ob BOG. Držite se, ljubljeni vsi, imejte prečudovit dan in čau. A ja, pa začnite, lep začetek tedna vam želim, prav? Ajde, čau, čau.